jutranja gužva. Mi je pa vsaj nekaj uspel. Da imam BMW-ja, pa Mercedesa v enem kadru. Stari včasih se je gužva za pred Ljubljani delala pri Šentjakobu. Nema pa kartini. You people are crazy! Čas se pa zdaj res spomnil, da poznam tukaj ne 3-4 dosti luštne ovinke. Če to že glih moj konc. Lukovca, kolca. Manual, sport, sport plus. Pojmo jih zlorabiti. To se pravi BMW M240i X-Drive. Zdaj moramo pa eno stvar razčistiti takoj. Ne pa ljudi je že rekel, aha, M2, po eni strani delač od tega, po drugi strani pa ja, hiter je že toliko kot M2. A ja, zanimate, kako se razlikuje od M2? Za začetek je tako, kad ti vidiš na cesti M2, rečeš, oh, M2. Kaj pa vidiš tega, pa rečeš, oh, lega, ta majhen kupe. A ja, čaki, a je malo hitrejši? A ni malo hitrejši? M2 se dere, look at me, I'm here! Ta je pa bolj tako, nimaš ti pojma, ti ne veš, koliko sem jaz hiter. Ti misliš, da sem jaz malo hiter, ampak v resnici sem ful hiter. Dobar, ajde, ne, sej ima 2 rora, pa ima tudi to značko, pa te dosti močne številke. Ampak all in all si pa moramo priznati, ne, da stopna razburljivosti videza tega avta ni glih najvišja. Pa prijemo pa do druge osnovne razlike, do pogona. Ker za M2 vsi vemo, da je na zadnji pogon, ta pa ni na zadnji pogon. Ta pa na vse 4. Ko že bi moral zdaj vlog zaključiti, bi rekel, ja, to je uporaben športni kupe za vse letne čase. Ampak v resnici je pa veliko več kot to. Pa preden se gremo zapeljati, že v osnovi ni pocen, tam je 57 jurjev, tale testen pa tam okoli 70. Jačka, gremo je krog! Mogoče sam še ena v hitrosti, v pospeševanju, v primerjavi z M2. Jaz vem, da ima ta avto 40 konjev manj, da jih ima sam 340, ampak zaradi 4-kolesnega pogona je pa do 100 glih tako hiter. Še ena stvar je zelo pomembna, kljub temu, da ni M2, vesele, s katerim zagrize, zagrab ovink je... Mislim, ker sem se jaz v ta avto prvič usedel, me je bilo ene stvari res strah in sicer pismo X-Drive, a mi bo vesele pokvaril, ali ga bo oplemenitil. A veš, ni vsak 4-kolesen pogon enak. Vsi dobro vemo, da Volkswagenov koncern, ki dajo kaj tacga v svoje športne hot hatche, pa Mercedes pri tem malmu AMG-ju tudi, vemo, da tisti avti vlečejo čez nos. V primeru tega avtomobila se pa to, razen če ne boš res naumen pretirav, preprosto ne bo zgodil. Avto vržeš v ovink, nos obligljivo sledi, pa ko pohodiš gas, ti pa ritka ven stop. Veš, temu se reče, da je 4-kolesen pogon rear biased, da ima zadnji konec avtomobila malo rajš kot sprednjega. Je res, še vedno bi mu rajš M2 ali pa ta avto z zadnjim pogonom, zato ker bi rad vse malo več oddrsavanja zadka. Ampak če imaš pa prašuje Ciril, kjer ga je pa bolj varno hitro peljati, stari, tukaj pa ni debate. Veš, hočem povedati to, da tisti hardcore BMW M-lavari, ki vihajo nos, zato ker ima ta avto 4-kolesen pogon, se mi zdi, da to delate brez pravega razloga. Vem, sem en tak velik hipokrit, ki jaz bi vseeno vzel zadnji pogon, ampak hočem reči to, da je ta avto kljub 4-kolesnemu pogonu zelo igriv. Zaradi vrhunskega motorja, zaradi vrhunsko nastavljenega podvozja, pa zaradi 4-kolesnega pogona, ki ni pozabil, kje leži, tiči, kje se skriva bistvo BMW. A še kaj? Po mojem ne. Ja, shit, ne. To pa moram povedati, ker mi je Tina rekla, da ne smem pozabiti. Iskreno upravičilo vsem tistim, ki naročate majice, pa ne pridejo dosti hiter. Te majice, ena je ta, hashtag ne zna parkirati, ta drugi so pa unike, imaš moj piskar tukaj, pa zadnji na hrbtu piše komutar minuta. Naročil je toliko, da jaz ne folgam. Ne folgam vsega, zato ker imam prevečenih stvari na grbi in pol se trudim, kolikor se lahko. Ja, pa če že govorimo o majicah, ne, če te zanima, pet pogledati na www.komutarminuta.com. BMW vračam. Saša, stari, thanks za ride, prevzel bom pa tole Toyota Yaris Hybrid. Ta avto bom jaz na en način po sili razmer, zato ker mi je en drug testen avto ven iz računice padel. Pa ne po moji krivdi. Tako da Toyota hvala, ker ste mi guzico rešili. Mimogrede, ker se prepneš, narediš to, ne?